V Črnomlju se je končalo 54. jurjevanje. V Novem mestu praznovali praznik Sitol. Na Kresno noč zagoreli kresovi. Lepo pozdravljeni. Danes mineva 26 let, odkar je bila v Ljubljani slovesno razglašena neodvisnost Slovenije. Ob včerajšnjem dnevu državnosti so se v teh dneh zvrstile številne prireditve, Črnomelj pa je bil tudi mednarodno obarvan. Sinoči so namreč zaključili 54. jurjevanje. 5-dnevni festival, ki je minil v znamenju številnih dogodkov, se ga je oblikovalo okrog 800 nastopajočih. Na 10 prizoriščih so pripravili kar 60 programskih točk, namenjenih vsem generacijam. Osrednji dogodek festivala pa so bili večerni nastopi 20 otroških in odraslih folklornih skupin iz Slovenije, Portorika, Hrvaške in Srbije. Slednja je še posebej navdušila občinstvo. Mislim, da je letošnjo 54. jurjevanje doseglo svoj namen, celo preseglo. Nevihte so obšle festivalsko dogajanje. Le kratkotrajen dež na začetku in koncu jurjevanja je ponagajal organizatorjem. Je pa vročina močno oklestila obisk številnih dnevnih dogodkov. Največji vpliv ima vreme. Letos je bilo izredno vročina in ob takem vremenu ljudje ne grejo čez dan na ulice. Tako da bo treba narediti temeljito analizo in videti, ali je celodnevni program ali ne. V vsakem primeru pa bogat program nekje od 16. ure dalje. Pravi županja, sicer zadovoljna. Zato, ker sem bila v Ticu in je bilo tudi kar nekaj tujcev, tako da se jurjevanje širi tudi izven meja Slovenije. Organizatorji jurjevanja pa so letos pripravili tudi nekaj novosti. Ali jim je uspelo postati prvi festival brez odpadkov, še ne vedo. Zdaj bomo videli, ko se bodo tudi stehtali odpadki, kaj smo dosegli. Pitniki z vodo, ki so jih postavili, da bi zmanjšali odpadke, so več ali manj samevali. Le otroci so jih bili veseli. Obiskovalci pa so pogrešali več gostinske ponudbe na prizorišču festivala. Tukaj pa moram malo, biti kritična do naših gostinskih ponudnikov, kajti niso bili pripravljeni sodelovati. To je žalostno, ampak resnično. Verjamem, da bo drugo leto bolje. Mi smatramo, da je treba gostinsko ponudbo še ukrepiti na kvalitetnejšem nivoju. Zdaj, mi smo infrastrukturno letos naredili korak naprej. Pravi direktorica, sicer zadovoljen z izvedbo 54. jurjevanja, ki ga je odprla državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo Eva Štravs-Podlogar. Te novitete, ki smo jih letos umislili, so se izkazale za dobro, so se primile. Obisk je bil velik, zelo velik, tako da smo, lahko rečemo, zelo zadovoljni. V Novem mestu pa je zaživel festival prazgodovinskega življenja in kulinarike Praznik Sitol. Kot že ime pove, je festival posvečen Sitolam, ki pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta, ki so bili enakovredni izjemnim civilizacijam celinske in sredozemske Evrope. Na letošnjem dogodku so se obiskovalci lahko seznanili z obrtmi, ki so jih poznali že v prazgodovinskem času, pokusili gostinsko ponudbo s pridihom kulinarike starejše železne dobe in prisluhnili glasbi skupin, ki jim je zgodovinska umetnost blizu. Danes smo stopili v halštatski čas, v tisti čas, v katerem je pravzaprav Novo mesto najlepše cvetelo, zaradi svojega železa, zaradi svojih steklenih kroglic, ki so na ogrlicah potovali po vsem svetu pravzaprav. In lepo je, da ljudje lahko občutijo, kaj je tisto, kar je dalo našemu mestu tak sloves. Celo popoldne imamo kar veliko število obiskovalcev. Pokazali so veliko zanimanje za obrti oziroma za rokodelce, ki predstavljajo svoje dejavnosti. Še posebej dobro pa so obiskani obe otroški delavnici. Na stojnicah smo si lahko ogledali, kaj je bilo izkopanega na Marofu, Kapiteljski njivi in v Kandiji. Tokratni praznik Sitol je imel tudi nekaj jantarnega pridiha.
ko bo iz Hallstatta prišel par knezov k našim knezom in bosta prav to darili, ki si bosta lahko vsaj podobni po vrednosti. Naše prekrasne, nenadomestljive situle in jantar, ki je prihajal iz Baltika in bil znamenik knežjega stanu. Dogodek je bil mednarodno obarvan. Med drugim je nastopila tudi skupina Kantlon iz Avstrije, katere umetniški vodja je prav za ta festival oblikoval posebno glasbilo. Yes, I finished a lyre. It is, you can see pictures of this lyre on the situla. Everywhere where you can find situla, there's the same picture of lyre, asymmetric style. Poleg glasbe je folklorna skupina Kres predstavila tudi ples iz starejše železne dobe. Mestna občina Novo mesto in Dolenjski muzej načrtujeta, da bo prireditev z leti prerasla v festivalsko dogajanje. Kresne noči so nekdaj veljale za čarobne, po ljudskem izročilu so namreč imele takrat rastline in voda posebno moč, tradicionalno so v tej noči zagoreli tudi krasovi. Da bi obudili, kar so nekdaj doživljali ob kresnih nočeh, v Mokronogu pripravljajo prireditev, s katero si prizadevajo ohranjati bogato kulturno dediščino. Po 3 letih je bilo vreme prirediteljem Kresne noči spet naklonjeno in tako je v soboto pri Strelovem turnu vnovič zagorel kres, s čimer v Mokronogu obujajo stare ljudske običaje in verovanja. Kres bi naj korili čim višje, da so dodajali moč soncu, ker da po današnjem dnevu se začne dan krajšati in tako so pač nekako verovali, da so podaljšali dan oziroma soncu dali svojo moč. In pa praprotno seme, če si imel v žepu, si pa slišal živali govoriti, videti, postati neviden, v vodi bi neporočena dekleta naj videla tudi bodočega ženina. Tako so v duhu starih šeg in običajev poskrbeli tudi za okrasitve prireditvenega prostora. Krasimo s praprotjo, s kresnicami, z zelenjem, ki je zdaj na razpolago, rožce smo vključili, tako da malo lepše zgleda. Tudi za 28. kresno noč so zasnovali raznolik program. Od športnih vsebin do ustvarjalnih delavnic in uličnega gledališča manjkal ni niti nastop čarodeja. Pa tudi obiskovalci se ob magiji Kresne noči v Mokronog radi vračajo. Zato, ker je to tradicionalna prireditev in mislim, da kot rojena v Mokronogu mi pripada, da vsako leto obiščem to prireditev. Kresne noči imajo v Mokronogu bogato tradicijo. Prvič so prireditev pripravili leta 1973, vmes pa je bilo nekaj let prekinitve. Mladi so to ponovno začeli in lepo nadaljujejo, vztrajajo in jaz verjamem, da se bo še obdržala. Na to tradicionalno prireditvijo sicer skupaj z domačimi društvi in občino bdi turistično društvo Mokronog. V Brežicah pa se je začel festival Brežice moje mesto, ki so ga odprli z dnevom kruha, vina in salam na grajskem dvorišču, kjer je bilo možno poskusiti izjemne lokalne izdelke. Organizatorji so dogodek pripravili 4. leto zapored, stavijo predvsem na kulinariko. Pripeljali smo vsa vinogradniška društva, turistična društva in pa posameznike, ki so v Posavju prepoznani po svojih dobrotah. Potekal je izbor za najboljši Brežice moje mesto kruh. Kruhov je bilo 34, bilo jih je več vrst, kvaliteta kruhov je bila nadpovprečna, dobra. Je pa najbolj pomembno to, da ljudje pečejo kruh doma, ker dokler gospodinja, tista gospodinja, ki speče kruh doma, zelo veliko naredi za svojo družino. Predali so tudi prehodne pokale za županovo vino. Dobila sta ga Andrej Klemenčič za Modro Frankinjo in Stanislav Barkovič za Cvičak. To mi je v čast, ker sem mlad vinogradnik, ker jaz sem vinograd šele 12 let in se učim z dneva v dan. Ta zmaga mi veliko pomeni, ker je že druga zaporedoma. Se pač z leti človek nauči. Tudi kruha in salam ni manjkalo. Predstavljamo svoje izdelke iz miserije Pigi Dobova, pač domače salame, potem imamo domačo vratino, slanina in brzove domače. Odziv obiskovalcev je bil zelo pozitiven. V časopisu smo videli tole, ta letak. Pa smo rekli, da ne bomo doma, gremo malo v vaše mesto lepo. Mi smo slučajno tukaj, ker smo iz Štajerske in smo prišli s kolesi na obisk. Zelo smo presenečeni in uživamo v vaših
koledaličnih dobrotah. Brežice, hvala lepa, lepo je. Festival poteka vse do konca tedna. V Metliški občini že vrsto let praznovanje Dneva državnosti združujejo s praznovanjem jubileja enega od 18 prostovoljnih gasilskih društev v občini. Saj, kot pravijo, so gasilci zelo pomemben steber države. Tokrat so praznovanje, ki se je začelo z gasilsko parado, v kateri je sodelovalo 140 gasilcev iz 23 društev, združili s slovesnostjo ob 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva Krasinec. Trenutno šteje društvo nekaj čez 130 članov, imamo 25 operativnih članov, tako da smo zelo bi rekel, izobraženi. In zelo veseli, ker so uspeli ob finančni pomoči donatorjev, občine in gasilske zveze Metlika ob 90-letnici nabaviti novo orodno vozilo, primerno današnjim časom. Samo vozilo je stalo z nadgradnjo 37.500 evrov, nabavili smo pa tudi novo motorno brizgalno v vrednosti 10.000 evrov, nekaj dodatne opreme, ki nam je manjkala, tako da vrednost te investicije je tam nekaj okrog 49.000 evrov. V zadnjih desetletjih sicer v vasi ne beležijo večjih požarov. Največji požar je bil tukaj na enem gospodarskem poslopju leta 2002. K sreči je pogorelo, mislim, je bilo zidano poslopje, tako da je zgorelo samo tisto, bi rekel, pospravljeno seno in pa ostrešje. Vendar je pomen gasilskega društva v kraju zelo velik, so poudarili govorci na slovesnosti. Statistično se število požarov manjša, veča se pa število drugih nesreč. Nažalost, tudi naši kraji se temu ne izognejo. Če se spomnimo, samo 3 tedne nazaj ste imeli tukaj v Krasincu kar velike poplave in tudi takrat gasilci priskočite na pomoč in pomagate. Željo, da bi novo orodno vozilo, ki ga je blagoslovil župnik Petar Miroslavič, čim manj uporabljali ob intervencijah, je župan predsedniku društva izročil ključ novega sodobnega vozila. Anton Planinc pa je v imenu Gasilske zveze Slovenije gasilcem s Krasinca, ki že načrtujejo nove posodobitve, podelil gasilsko odlikovanje Plamenico prve stopnje. Naš naslednji cilj je obnova gasilskega doma, pravi predsednik društva. To je zdaj prepotrebna zadeva, potem bomo pa še videli naprej, finančna sredstva so pa omejena. Gasilci pa vedno nekaj potrebujemo, ker se sistem intervencij venomer spreminja, dodaja Starašinič. 20 let po legendarnem filmu Milice se ekipa vrača z nadaljevanjem. V Novem mestu so na zadnji snemalni dan posneli vse tisto, kar film še potrebuje, preden bo oktobra prišel v naše kinematografe. Če kaj, smeha zagotovo ne bo manjkalo. Snemati so začeli aprila. Glede na vročinski val, ki je v teh dneh zajel Slovenijo, se tudi fantje veselijo, da se bodo preselili v ohlajen studio, v katerem bo potekala montaža. Prav do penziona imam, koliko imam, Franciji, nimam več dosti. Zdaj smo že noter, ne? Ja, nemaš prav dosti. Nemaš prav dosti, tako da pomujem še malo. Ja. Smo prav povedali. Ujeli smo jih v hotelu Center, kjer so skupino Dan D, ki se za to priložnost preimenovala, tudi zapeli in zaplesali. Mi smo zdaj prosili za sedbo Banda in so odigrali pesem Ablak. In smo zelo, nadpovprečno smo srečni. Tudi je Janez mečken zaplesal zraven. Pa ste to posnemalo? Ja, se je. Zgodba filma je še rahlo zavita v tančico skrivnosti, zagotovo pa vemo to, da se bosta Franci in Janez spopadla s češko bando kriminalcev. Smo mi milice ali ne smo milice? Jebena cesta. In tu ne ena, 2! 12. oktobra boste zvedeli 2. Ali smo uspeli to mafijo razbiti ali ne smo, ampak mislim, da bo kar ratalo, ja. V filmu nastopajo tudi Matjaž Javšnik, Urška Majdič, Rok Jožef, Jan Plestenjak in druga znana imena slovenske estrade. Jesen bo torej v znamenju Milic 2. Danes pa so se za učence in dijake, razen tiste s popravnimi izpiti, začele poletne počitnice. Hvala za pozornost in prijeten večer.